Pri jadranju proti vetru ali z vetrom v bok prednje jadro najlažje nastavimo s pomočjo vetrnih trakcev. Zato imamo na voljo drsnik škote prednjega jadra, ki ga upravljamo ročno, smo videli prej, in pa škoto prednjega jadra. Najprej se osredotočimo na spodnje pare vetrnih trakcev in poskrbimo, da so trakci vzporedni. Se pravi, ne smejo ne prednji trakci, ne zadnji trakci, se pravi, ne privetrni, ne zavetrni, preveč plapolati. Tukaj vidimo, da so zadnji trakci, se pravi zavetrni trakci, zelo nemirni, kar pomeni, da je jadro preveč zaprto, preveč zategnjeno in je od zadaj pač turbulentno. Ko jadro malo popustimo, se vetrni trakci lepo poravnajo. Pomembno je predvsem, da so zadnji vetrni trakci zelo stabilni, prednji pa lahko lebdijo, sploh če je malo manj vetra. Potem se osredotočimo še na zgornje vetrne trakce. Tukaj vidimo, da privetrni zelo močno plapolajo, kar pomeni, da je jadro preveč odprto. Če jadro malo preveč zategnemo, začnejo zadnji vetrni trakci plapolati, se pravi, pravilna nastavitev je nekje vmes, kadar vetrni trakci postanejo vzporedni in stabilni.